Če si ujet začaran krog, izhoda ni. Če znani glas vedno znova ti šepeta laži. Če praznino v sebi bi zapolnil rad, tu je boljša pot, tu je boljša pot. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če išče svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. V temni noči iskali smo žarek te luči. Od preprek in stisk bili vsi izčrpani. Se zatekali k stvarem, polnim zmot. Tu je boljša pot, tu je boljša pot. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če išče svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ in če to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. In pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če išče svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Če išče svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Življenje z namenom. Pogledali bomo 3 pomembne korake, lekcije, kako spoznati življenje z namenom. Glavni material za te lekcije je bila knjiga Ricka Warrena Življenje z namenom. Poglejmo danes prvo lekcijo. Niste naključje. Vaše rojstvo ni bila pomota ali nesrečen pripetljaj. Kolikokrat ste se že v svojem življenju vprašali, ali ima vse to kakšen smisel?
Iskanje namena življenja bega ljudi že tisočletja. Domneva, če vse sad naključja, rezultat astronomskega spleta okoliščin v vesolju, potem življenje nima nobenega namena, smisla ali vrednosti. Potem ne bi bilo razlike med dobrim in zlom in ne bi bilo nobenega upanja na nekaj, kar presega naša kratka leta tukaj na zemlji. Na drugi strani pa vsi razpoložljivi dokazi biološki znanosti potrjujejo osnovno trditev, da je vesolje na poseben način oblikovana celota, kateri osnovni cilj in namen je življenje in človeštvo. Iskanje namena življenja bega ljudi že tisočletja zato, ker vedno začnemo iz napačnega izhodišča sebe. Kaj želim postati? Kaj naj storim s svojim življenjem? Kakšni so moji cilji, moje ambicije, moje sanje? Toda svojega namena ne boste odkrili, če boste osredotočeni samo nase. Drugi problem človeštva je, zakaj ne odkrije svojega namena, ker samo ugiba. Domnevamo, ugibamo, postavljamo teorije. Ko ljudje rečejo, vedno se mislijo, da je življenje, pravzaprav mislijo, to je najboljša domneva, ki se je lahko spomnil. Izvrstni filozofi že tisočletja razpravljajo in ugibajo o smislu življenja. Filozofija je pomembna veda in je do neke mere uporabna. Toda, ko je treba dognati smisel življenja, tudi najmodernejši filozofi zgolj ugibajo. Če z ugibanjem ali osredotočenostjo samo nase ne moremo odkriti svojega namena ali življenja z namenom, kaj nam potem ostane? Ali želite napraviti korak vere, da nismo gola slučajnost? Einstein je dejal, Bog ne kocka. Naše rojstvo ni bila pomota ali nesrečni slučaj. Morda vas vaši starši niso načrtovali, toda Bog vas je. Čeprav obstajajo neprimerni starši, neprimernih otrok ni. Mnogo staršev svojih otrok ni načrtovalo, toda Bog vas je. Božji načrt jemlje v zakup tudi človeške napake in celo greh. Že davno, preden so vas spočeli starši, si vas je zamislil Bog. On je prvi pomislil na vas. Ni usoda, niti slučaj, niti sreča, niti splet okoliščin, da ta trenutek dihate ali dihamo. Živeti zato, ker vas je Bog želel, ustvaril, nam razodeva, zakaj bistvo živimo. Ne glede na to, v kakšnih okoliščinah ste se rodili, ali kdo so vaši starši, vas je Bog ustvaril načrtno. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. Ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje. Bog nas je izbral,
določil, da smo njegovi otroci že pred stvarjenjem sveta. To je bil sklep njegove volje. Bog ni le izhodišče vašega, našega življenja. On je njegov ali naš vir. Če iščemo namen življenja samo v modrosti in omejitvah tega sveta, ne moremo odkriti večnih resnic. Življenje moramo graditi na večnih resnicah. Bog se nam želi razodeti. Pavel piše, da nam Bog želi razodeti svojo voljo. Ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohodnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil. Bog nam odkriva skrivnost svoje volje. Želi nam razodeti svoj načrt, ki ga je že vnaprej zastavil. Bog nas ne prisiljuje, želi pa se nam razodeti. Obstaja pot do spoznanja življenja z namenom. To je razodetje Boga. Če želimo spoznati, razumeti nek izum, se moramo obrniti na njegovega izumitelja. Isto je, če želimo spoznati svoj namen, se moramo obrniti na Boga. On nas ne želi pustiti tavati in ugibati v temi. Andrej Bitov, ruski romanopisec, je odraščal v ateističnem režimu komunizma. A nekega turobnega dne je Bog pritegnil njegovo pozornost. Spominja se, ko sem bil star 27 let, se me med vožnjo s podzemno železnico v Sankt Peterburgu polastil takšen strašen obup, da se mi je zdelo, da se življenje nenadoma ustavilo ali da ni več nobene prihodnosti, kaj šele smisla. Nenadoma se mi je sam od sebe utrnil stavek: brez Boga življenje nima smisla. Ko sem to misel osuplo ponavljal, me je kot kakšne stopnice popeljala iz obupa. Izstopil sem iz podzemne železnice in vstopil v Božjo luč. Morda se vam zdi, da tavate v temi, ko gre za vaš namen v življenju. To je priložnost, da stopite iz teme. Vaš namen je vtkan veliko večji kozmični namen, ki ga je Bog načrtoval za vso večnost. Svojo identiteto in namen lahko odkrijemo v odnosu z Jezusom. Jezus je povedal o sebi: jaz sem pot, resnica in življenje. Vsi iščemo najboljšo pot v življenju, resnico in smisel, izpolnjeno, srečno življenje. To so delali tudi Jezusovi učenci. Tomaž mu je rekel: Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Filip mu je rekel: Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Tudi Jezusovi učenci so bili iskalci smisla, poti, iskanja Boga. In Jezus se jim je razodel. Zaključimo to prvo lekcijo, ki nam razodeva. Niste naključje. Vaše rojstvo ni bila pomota ali nesrečen pripetljaj. Morda vas vaši starši niso načrtovali,
da Bog vas je. Živite zato, ker vas je Bog želel ustvariti. Ne glede na to, v kakšnih okoliščinah ste se rodili, ali se zdaj, Bog vas je ustvaril načrtno. Niste sami. Dovolite Bogu, da se vam razodene. Spoznajte pot, resnico in življenje, ki je sam Jezus Kristus. Na koncu se pomolimo. Molitev je korak vere, ko svoje srce odpremo Bogu in mu dovolimo, da nam spregovori in se razodene v našem življenju. Molimo. Dragi Bog, hvala ti, da si me ustvaril z namenom, da nisem neka gola slučajnost, ampak da me ti poznaš in imaš načrt za moje življenje. In dragi Bog, skozi Jezusa Kristusa ti odpiram svoje srce. Ti mi govori, Jezus, razodevaj se mi. Jezus, če si ti pot, resnica in življenje, potem mi to razodeni in pokaži v mojem življenju. Kaj ti želim spoznati smisel življenja. Želim poznati in živeti življenje z namenom. Jezus, tukaj sem in svoje življenje ti predajam. Pomagaj mi, odpusti mi, ker moče tega nisem vedel, nisem slišal, nisem razumel, ali zdaj te sprejemam za svojega zveličarja in vodi me na tej poti spoznavanja, doživetja, smisla, polnine in namena življenja. Amen. Želim vam blagoslovno nedeljo. In drugič, ko bomo spet skupaj, bomo nadaljevali naslednjo lekcijo življenje z namenom.